Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi zadnji brifing velike nagrade Azerbajdžana. Poglejmo si skupaj vse tiste pomembne podatke, ki jih je dobro vedeti pred začetkom same nedeljske dirke. Tudi tokratni zadnji brifing bo kot običajno razdeljen na 3 dobro znane dele, kjer se bomo najprej ustavili pri rezultatu kvalifikacij, nato bomo našo pozornost usmerili k samem ritmu in telemetriji ter tako skušali razumeti pravo razmerje sil glede nedeljske dirke za veliko nagrado in na koncu bom predstavil moje osebno videnje glede možnih strategij. A preden se bomo spustili v pestro dogajanje samih kvalifikacij, bi vam rad postavil malce neumestno vprašanje. Se vam zdi pnevmatika Cardoze C6 res prava izbira za svetovno prvenstvo Formule 1? Namreč obljubljali so nam nekaj posebnega, ampak sedaj smo videli, da posebnega pravzaprav ni bilo nič. Razen tega, da so imeli vozniki v tokratnem vikendu posvečenemu veliki nagradi Azerbajdžana 8 setov pnevmatik, ki so bile neuporabne. In toliko o tem, da je treba varčevati in ne vem še kaj vse. A videli smo kvalifikacije, kjer je bilo obilico rdečih zastav. In mislim, da sem jih naštel 6, a morda se tudi motim. In sedaj se lahko začnemo spraševati, ali so takšne kvalifikacije sploh tisto, kar si publika želi. Namreč slišali smo ideje Dominikalija, da bi dirko kot takšno skrajšal, ker mlajša publika ne more tako dolgo slediti dogajanju. Bili smo priča precej dolgim kvalifikacijam, kjer smo videli kar nekaj prekinitev in je bilo to slabo. Ne vem, vsakdo lahko odgovori zase. Ukolikor želite deliti svoje mnenje, imamo seveda pripombe. A kljub vsemu ne smemo mimo dejstva, da so bile res razburljive kvalifikacije, kjer smo videli marsikatero presenečenje. Pri ekipi Williams je malo zmanjkalo, da jim bi uspel veliki met imeti prvega in zadnjega na štartnem razporedu. No, Albon je lepo zasedel isto zadnje mesto, ampak Carlosu Sainzu mlajšemu je res malo zmanjkalo, da bi osvojil najboljšo štartno pozicijo. To je seveda mu spodnesel Max Verstappen s fenomenalnim, ponavljam, fenomenalnim zadnjim krogom. Videli smo, da je bil na koncu skorajda pol sekunde boljši od španskega voznika pri ekipi Williams in je tako pokazal, zakaj ga tudi tokrat nismo smeli kar tako izločiti iz bojev. Seveda presenečenje tudi Liam Lawson na 3. mestu. In zopet bi lahko dejali, splet okoliščin izkoristil je priložnost, ampak znal je biti v pravem trenutku na pravem mestu in ni napravil napak. In napak je bilo kar nekaj. Ustavili se bomo pri tistih temeljih. Verjetno v Q3 bi pričakovali, da bi Charles Leclerc pokazal tisto nekaj več, kar ima na en sam hiter krog. V resnici je poizkusil, ampak bil preblizu zidu, ki ga je nato poslal v tisto zaščitno ograjo. In tu je treba nekako poudariti, da je Ferrari z Leclercem izgubil lepo priložnost,
da bi lahko osvojil, če ne že pole position, vsaj prvo vrsto. Tudi če SF pomišljaj 25 lahko ni najhitrejši bolid tu na ulicah Bakuja, bi morda imeli lepo priložnost. Lepo priložnost, ki bi jo lahko nekako izkoristili tudi z Lewisom Hamiltonom, ampak v ključnem trenutku ga niso znali motivirati, da bi se prebil iz Q2 v Q3. Vsaj tak je bil moj občutek. A verjamem, da mnogi navdušenci in predvsem navijači Scuderie Ferrari so bili pod vtisom rezultata drugega prostega treninga, ker so mnogi mediji začeli že malce preveč odkrito napovedovati vsaj pole position za Ferrari. Ampak resnica je bila tista, ki smo jo videli na kvalifikacijah. Tudi če Charles Leclerc ne bi končal tako grobo svojih kvalifikacij, dvomim, da bi se prebil v drugo, kaj šele v prvo vrsto. A pustimo sedaj to. Nekdo bo rekel, da zopet imam nekaj proti Ferrariju, še zdaleč ne. Imam pa mnogo proti tistim, ki obljubljajo nekaj in potem se to izkaže za laž. In ne govorim o Scuderiji, govorim o tistih, ki se imajo za novinarje, ampak ustvarjajo samo neke vrste vzdušje. A ne smemo pozabiti, da je svoje kvalifikacije v zidu končal tudi Oscar Piastri, kar je bila ena iz njegovih redkih napak. Čeprav moramo tu poudariti nekaj. Morda so kvalifikacije še najšibkejša točka Oscarja Piastri. In lahko bi dejali, z Leclercem in Piastrijem izven igre, bi lahko drugi izkoristili priložnost. In nekateri so jo, na primer Sainz ter Lawson. Ampak po drugi strani se moramo zavedati dejstva, da na primer Lando Norris absolutno ni bil sposoben izkoristiti priložnost. Ne samo, da ni napravil nekega večjega preskoka med njim in Piastrijem, od Norrisa je bil hitrejši celo Yuki Tsunoda. In vem, da mnogim izmed vas se Yuki Tsunoda ne zdi najboljši voznik na štartnem razporedu. Sam ga nimam za tako slabega, ampak nekdo, kot je Lando Norris, ki si želi postati svetovni prvak in ima McLarena MCL 39, bi pričakovali na koncu nekaj, kar bi bilo lahko ob boku krogu samega Maxa. In tu se vidi razliko med onim, ki je šampion, in govorim seveda o Maxu, in tistemu, ki bi si želel biti šampion, in govorim o Lando Norrisu, ampak kaže, da mu ne bo uspelo. Tu bi rad poudaril, da smo videli pri tovarniški ekipi Mercedes, da je bil Andrea Kimi Antonelli boljši od Georgea Russella. Spet bi lahko govorili o spletu okoliščin, ampak Andrea Kimi Antonelli je pod plazom kritik zaradi pomanjkanja rezultatov. In tokrat je mladi Italijan prišel pred bistveno bolj izkušenega Russella in morda na dirki bo zopet zablestel. Želim mu zaradi njegove kariere, zaradi nadaljevanja sezone, zaradi samozavesti. In lahko bi dejali, da smo zopet dobili dokaz, kako mediji skušajo krojiti tisto naše vzdušje. Čeprav nam je jasno, da je Ferrari na drugem mestu med konstruktorji, tudi vemo, da če McLaren osvoji 9 točk več kot Ferrari, bo konstruktorski prvak v Bakuju na veliki nagradi Azerbajdžana. In sedaj se lahko zamislimo po tistem, kar smo videli na kvalifikacijah, kakšna je slika, ki nam jo kaže realnost in kaj nam pripovedujejo določeni, in ponavljam, določeni viri. In tu je seveda točka, o kateri bomo govorili verjetno v nadaljnjih srečanjih. Ampak imamo štartni razpored,
kjer seveda je prišlo do velikih presenečenj, sedaj je prav, da si ogledamo še ritem in skušamo razumeti s pomočjo telemetrije, kaj lahko pričakujemo na dirki. Če gledamo samo ritem za dirko in povzemam tisto, kar je objavila uradna spletna stran Formule 1, bomo videli seveda, da je McLaren v prednosti pred Ferrarijem. Nato na tretjem mestu je Red Bull. Razlika med prvimi tremi je zanemarljiva, kajti jemlje se povprečje obeh voznikov. Nato Mercedes zaostaja že nekoliko bolj, ampak Williams bi znal biti na podobnem ritmu kot tovarniška ekipa Mercedes. Konec koncev imajo enak pogonski sklop in enak menjalnik, kar tudi določa nekatere podobnosti. Nato seveda imamo Racing Bulls ter Haas, Alpine in seveda na koncu ne smemo pozabiti na ekipe, kot so Sauber in Aston Martin. Ampak glavno je sedaj razumeti, zakaj lahko v tem trenutku trdimo, da ima Max Verstappen enkratno izhodišče. Ne zaradi pole positiona, ampak zaradi tega, ker v svoji neposredni bližini nima absolutno nikogar, ki bi ga lahko ogrožal. Bodimo iskreni. Ali vi menite, da ga bosta na primer Carlos Sainz mlajši in Liam Lawson lahko prehitela v prvem ali drugem krogu? Sam bi bil izjemno presenečen, če bi videl kaj tak. A poglejmo si neko zanimivost. Namreč, verjetno marsikoga zanima, kako so se odrezali že pri prej citiranemu Ferrariju in na primer pri McLarenu ter Red Bullu na prostih treningih, da si malce ogledamo telemetrijo. Najprej je treba poudariti, da oba Ferrarija sta imela različne nastavitve. Že iz samega poteka mikrosektorjev in tudi iz telemetrije lahko vidimo, da se je Lewis Hamilton bolj posvečal oprijemu in Charles Leclerc je bil tisti, ki je iskal visoko končno hitrost. Seveda sedaj se ne bomo naslajali na tem, da enemu in drugemu ni uspelo, ker bilo bi podlo in nešportno, ampak videli smo lahko tudi na tretjem prostem treningu, da sta imela različno konfiguracijo zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. Kot da ne bi vedeli pri Ferrariju, kateri kompromis je boljši, ali pa končno Lewis Hamilton lahko dirigira tisto, kar je njemu bolj všeč, za razliko od Charlesa Leclerca. Seveda, videli bomo v resnici, kaj se bo pokazalo na nedeljski dirki. Ampak po drugi strani smo lahko opazili, da je na tretjem prostem treningu imel Lando Norris podoben čas kot na primer Lewis Hamilton na drugem. Ampak tu je rad poudaril nekaj, če pogledamo telemetrijo, bomo videli, da na koncu ravnine, ko se krog zaključuje, Lando Norris ni imel končne hitrosti, kot da bi izpustil stopalko za plin. Seveda tega telemetrija ne kaže, ampak kar naenkrat je bila tista krivulja ploščata, kar pomeni, da je imel tudi Lando kar nekaj zračnega upora, ki mu ni omogočal še izboljšati tisti čas. In seveda, ko smo videli takšno situacijo, kjer pravzaprav so vsi tipali, se pokaže pravi talent. In tokrat, seveda, kot na veliki nagradi Italije, ne moremo drugega kot čestitati Maxu Verstappenu. V tistem zadnjem poizkusu, ko je imel le en sam hiter krog, in če se ne motim na pnevmatiki medium, je napravil razliko. O tem, da C6 oziroma pnevmatika soft je praktično neuporabna, ne bomo več izgubljali besed, ampak na vrsto prihaja tudi moja osebna napoved glede možnih strategij. Začeli bomo s tisto, ki je verjetno najbolj očitna oziroma najmanj tvegana. Začeti na pnevmatiki medium, veljati
približno 14 krogov, nato 20 krogov na pnevmatiki hard in na koncu še 17 krogov na pnevmatiki medium, torej strategija z 2 postankoma, ki ne nudi nič presenetljivega, ampak glede na to, da so pnevmatike stopnjo mehkejše, bi verjetno bila tista prva zadeva, ki je prišla inženirjem na misel. Ampak po mojem bi bilo izvedljivo tudi odpeljati celotno dirko z enim samim postankom, torej začeti na pnevmatiki medium, peljati 20 krogov in nato 31 krogov na pnevmatiki hard. Seveda, obe strategiji se lahko nekako izmenjujeta, še posebej, če v pravem trenutku pride na progo varnostni avtomobil. In o tem verjetno ne velja izgubljati preveč besed. Ampak obstaja še tretja varianta. Tu imamo seveda tudi različico B, ampak o njej nekoliko kasneje. V glavnem, začeti na pnevmatiki medium, prevoziti približno 12 krogov in nato nadaljevati na pnevmatiki hard z 2 različno dolgima dela dirke, bi lahko zaokrožilo seveda situacijo. Videli smo, da pnevmatika hard zdrži približno 20 krogov, zato ne bomo tu preveč izgubljali besed, verjetno bi bil en del malce krajši kot drugi, ampak zopet ne vemo, kateri. A možno bi bilo seveda tudi natakniti pnevmatiko soft, odpeljati samo 7 krogov in nato 2x po 22 na pnevmatiki hard. Tvegano, vem, predvsem izvedljivo za tiste, ki začenjajo v drugi deseterici, kajti imajo na razpolago morda še sete novih pnevmatik soft, ampak varianto, ki sem vam jo ponudil, samo zato kot nek teoretičen primer, v njo sam osebno ne verjamem preveč. A kot običajno tisto, kar bo objavil Pirelli in seveda moje napovedi, bomo med seboj primerjali že na našem skupnem srečanju pred samo dirko za veliko nagrado. V ponedeljek, v tistem klasičnem komentarju, bo pa sledila prava analiza vsega. Zadnji briefing bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.